hočemo Slovenijo, ki se ne bo odpovedala svojih suverenosti v prid tujih centrov oblasti, ampak bo znotraj Evropske unije to suverenost udejanjala kot razpoznaven in enakopraven osebek. Slovenijo, ki se bo tako na mednarodnem polju kot doma angažirala v obrambo vrednot solidarnosti. Braniti lastništvo in razvijati Luko Koper, drugi tir, letališče, železniško mejo in vse, kar je pomembne infrastrukture. Eden od ciljev je tudi neposrednejši vpliv državljanov na odločanje. To je bila pogosto izražen cilj zahteva protestnikov. Prizadevali si bomo, da bodo državljani in državljanke dobili možnost, da odpokličejo izvoljenega politika, vrnili bomo nekdanjo vlogo referenduma. Mi smo skupina idealistov, ki bi rada klatila zvezde z neba. Nasprotno, zmoremo realistično in strokovno oceniti, kaj je narobe v tej družbi in zmoremo tudi pokazati na možnosti spreminjanja razmer. Hkrati upoštevamo, da hitrih rešitev za probleme te države ni. Tako kot so se problemi več let kopičili, bo tudi več let potrebnih za njihovo saniranje. Za mnoge načine dosedanjega reševanja težav sodimo, da so bili neustrezni, predvsem pa so poglabljali socialne prepade med peščico bogatih in množico vse revnejših. Teh razmerij ni mogoče gledati skozi optiko posameznika, temveč skozi vse mehanizme, s katerimi politika kroji razmere v državi. Trudili se bomo, da bodo občani dobili neposredno pravico odločanja o lokalnih proračunih. Mi predvsem ne želimo kakršnokoli koalicijo, kjer bomo sodelovali kot stranka Solidarnost s komarkoli, ki je obtožen koruptivnih dejanj. Ne bomo pošiljali nekompetentnih ljudi na pogajanja v Bruselj. Jaz poznam mnogo primerov, kako so države članice, če tudi manjše, pošiljale v Bruselj kompetentne pogajalske ekipe in to je način, da Slovenija izkaže svojo voljo, svojo suverenost, svojo legitimiteto v Evropski uniji. V Sloveniji je potrebno začeti spoštovati najprej sami sebe in potem samozavestni nastopati na evropskem prizorišču, da ne pademo na kolena, kot je Grčija, kot je Cipar in še kakšna druga država. Ker mislim, da smo v prvi vrsti državljanke in državljani, ki imamo neko zavest, neko zavedanje o tem, da je potrebno sistem spremeniti ne le slovenskega, ampak tudi evropskega in globalnega, iskati te priložnosti za bolj multipolaren svet in če bo do priložnosti, se bom jaz pridružil državljankam in državljanom tudi na ulici. Slovenija potrebuje lastno industrijo, lastno kmetijstvo, močno gospodarstvo, zato da bo lahko to gospodarstvo financiralo in usposabljalo socialno državo, torej dalo legitimnost in denar socialni državi. To je naša zaveza in to bomo dosegli s programom, ki smo ga zapisali. Naša programska izhodišča dajejo možnost za vzpostavljanje in ohranjanje različnih oblik socialne solidarnosti. Slojne, etnične, religijske, generacijske, regionalne, solidarnosti med spoloma, če omenim le nekatere. V celoti in z ustrezno samorefleksijo se zavedamo dejstva, da nastajamo iz heterogeno razmišljujočih in delujočih posameznikov ter skupin, da povabimo ljudi, da pridejo, da sodelujejo, da se priključijo in da sami spreminjajo. Ker kazati s prstom na nas, kaj vse delamo in gotovo bomo kaj tudi napravili narobe, jaz mislim, da je drug pravi pristop, torej obraten pristop, pridi in sodeluj. Pokaži, da zmoreš, da znaš, da želiš pomagati, ker jaz mislim, da kazanje s prstom, sedenje v hotelju, da je tega časa konc, zato ker je situacija preresna.